En lep dober večer na božični dan s Konjskega vrha. Srečen Božič. In midva bova danes pripovedovala zgodbe, oziroma ti boš pripovedoval zgodbe o Božiču. Ja, v bistvu je osnovna zgodba, ki jo danes doživljamo, oziroma smo jo doživljali že sinoči na sveti večer, kako se on, ki je sveti, da je Bog sveti, so ga ljudje poimenovali po izkustvu, zato ker svetli, prebuja notranjo svetlobo, duhovno toplino, blagospokojnost. Kako se on, ki je nad vsem, apostol Pavel pravi, sicer tudi v vsem, zaradi naše stvarnosti kot stvarni približa v človeški podobi našemu življenju, na dotik. Od nekdaj, kot pravi svetopismo, so preroki govorili po navdihu besede, ki naj bi bile rešilne za človeštvo. Slednjič te dni se je sam on sklonil k našemu življenju, da bi bil otipljiva bližina. Beseda je, kot pravi evangelist Janez, meso postala in prebivala med nami. To je tisto temeljno sporočilo k našemu življenju, da človek v svoji doživljajski resničnosti ni sam, da se lahko ob človeški in ostalih bližinah vedno znova prebuja v zaznavnost, v duhovno zaznavnost njega, ki je postal sopotnik našega življenja in je v izkustvu sveti. Sej Bog kot teorija, to je zelo, zelo zagonetno, ne? Je pa fantastično kot pomirjajoče duhovno izkustvo. To duhovno izkustvo, ta notranji mir, to notranjo blagost človek išče sam po sebi, da se umiri, da se ukrepi in da lažje zmore realnosti življenja, to razpetost med dobro in hudo, ne. Zato gledam tukaj naše kmetije, ne. Večina teh naših gorskih kmetij ima par 10 metrov ali pa 200 metrov mogoče proč od domačije še kapelico. Zakaj? Tam so se hodili nekoč in se še vedno hodijo danes oddahniti od človeške realnosti. Ne samo, ki jo doživljamo v medsebojnih odnosih, ampak tudi sicer življenje, kakor je v znamenju lepega, svetlega, marsikaj tudi zatemni naše čutenje. In potem so ljudje dobesedno poromali tistih nekaj 10 metrov, da so se okrepili v obnebju svetega, ne, ob tisti kapelici, ki je bilo znamenje, da nas sveti, svetli in želi biti naša pomirjajoča, rešujoča, kot pravimo, odrešujoča prisotnost. In o tem pripoveduje tudi zgodba, ki si mi jo povedal, preden smo to je vklopili zgodba. kamero, tako da bi jo prosila za sedaj tudi. Ja, prvič sem slišal iz ust Bojana Štiha, že pokojnega kulturnika, ki jo je pripovedoval, mislim, da že v času, ko je bil močno bolan. V bistvu je bilo je skozi to zgodbo zvenel on sam. To je zgodba Karla Levija, ki je naslovljena Kristus se je ustavil v Eboliju. In ta zgodba pripoveduje, kako so v neki vaški gostilni bili zbrani vaščani v glasnem govorenju, krohotu, pitju, in potem je v to gostišče vstopil tujec, vstopil je popotnik in je zaznal duh njihovega razpoloženja. In je zaznal, da ne pijejo, da se ne krohotajo iz notranje radosti, ampak je bilo v tistem krohotu, v tistem z alkoholom prepitem zraku zaznati stisko. In potem je vprašal, je rekel, ljudje, zakaj ste tako zelo nesrečni, ne? In pravi zgodba, ljudje so v hipu umolknili, kajti zaznali so, uvideli so, da ta tujec razbira njihovo notranjo resničnost, ne. In pravi potem ta zgodba, da se je najstarejši vaščan počasi približal temu tujcu in je rekel, veš, mi smo nesrečni, zato ker se je Kristus ustavil v Eboliju. Ebolij je bil sosednji kraj, torej še ni prišel k njim.
In Božič nam pa sporoča, ne, da se Kristus ni ustavil v sosednjem kraju, niti v sosednji družini. On kot sveti se želi udomiti v vsakem kraju, v vsaki družini, predvsem pa v mojem srcu. Ko odpreš srce v obnebje svetega, lejte, pa lahko si Boga predstavljaš kakorkoli. Fino pa je, če ga doživiš kot pomirjajoče izkustvo, kot res tisti, zaradi katerega kličemo sveti. Osvetli mojo notrino, mojo notranjost, daj mi svoj mir, prinesi mi tisto blagost, ki jo bom potem lahko prinašal iz svoje notranje resničnosti tudi k bližnjim. On je moč, on je opora, on je spodbuda, on je sprejemajoča ljubezen, nikogar izključujoča, vsakega želi objeti kot ljubezen v globini njegovega duha in globini njegovega srca. S tem pa nam Božič kaže še nekaj, ne? Kdaj smo mi božanski, ne? Jezus je božanski v tej sklonjenosti k našemu življenju in mi smo dejansko božanski, vršimo najvišje poslanstvo, lahko rečemo božansko poslanstvo, ko si vzamemo čas in se sklonimo drug k drugemu in se v tej medsebojni bližini prebudi tista prijetnost, toplina, se v tej medsebojni bližini premaguje tisto, kar je, pravijo nekateri, največja bolezen našega časa. To pa je notranja osamljenost, ki prebudi tesnobo, mračnost, turobo in dejansko premaguje jo samo medsebojno sočutje, medsebojna zaznavnost. In če kaj, Jana, potem se lahko verjetno proti koncu leta na božični praznik verjetno boš ti rekla, kaj, ker vaša knjižnica zbira tolike, ne, pod svojo streho, ne, da se med seboj srčijo, ne, tudi sam bi se rad zahvalil, ob tem, ko vam voščim blagoslovljen Božič, bi se rad zahvalil, da imam to priložnost, da se srečujem z vami v živo, v knjižnici Šmarje pri Jelšah, takrat, ne, ko smo v živo, še posebej tečejo ti, bi rekel, medsebojne srčne frekvence, ne, vedno znova me obogatite, vedno znova me s svojo srčnostjo osrčite, mi date moči za nadaljne korake, obenem pa, da lahko tudi takole preko sodobnih povezav vedno znova srečamo drug drugega in odpiramo misli, ki nam dajo misliti, ne? Ker v današnjem času je posebej pomembno to, da nam nekdo da misliti, kako narediti korake k še bolj poglobljeni srčnosti, še bolj žlahtni človečnosti. Seveda, tudi mi se zahvaljujemo vsem, ki nas spremljate, ali v živo, ali tako preko YouTube kanala, predvsem pa tudi tebi in vsem ostalim soustvarjalcem naših dogodkov, ker če vas ne bi bilo, tudi mi ne bi imeli dogodkov. In res lepe, lepe praznike vsem želimo. Ja, lepe srčne praznike, danes posebej v krogu družine, jutri bomo ta krog srčnosti že razširili. Ja, dobro je ponesti srce k tistim, h katerim nas pokliče ljubezen. Bodite srečni. In po praznikih bomo razširili zopet srečevanje v naši knjižnici in preko sodobnih medijev. Tako je, srečno. Srečno. Lep praznik.